Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil v Posočje, po dolgem času spet po kolesarski stezi proti Plavam, Kanalu in Ročinju. Vmes pa vam bom na kratko povedal, kako se obnaša moje kolo Scott Addict 20 pol leta po nakupu. Ampak za začetek se bom pa najprej zapeljal čez Solkansko brv, ki so jo odprli sred oktobra, ravno v času, ko sem bil na dopustu. Ja, brv, kaj bi lahko povedal? Zelo lepa, ker je pač nova, slikovita, visoka, z lepim pogledom na solkanske mostove in na reko Sočo. Zdaj, ko je bilo lepo vreme, je na njej kar precej ljudi, tako da je bila vožnja čez brv rahlo otežena, ampak je pač treba iti počasi in previdno. Na koncu brvi imamo 10% vzponček, kar je boljše od starega vstopa na kolesarsko stezo, ki je 18%. Ampak malo kasneje se ta 10% vzpon spremeni v 15% vzpon, kar pa je že malo bolj nerodno. Sploh za kakšne neredne kolesarje, take, ki bi šli samo malo z mestnim kolesom ob Soči gor in dol, je teh 15% lahko že prevelika ovira, da se bi odpravili v to smer. Zmotilo me je pa tudi, ker kolesarska steza na vzponu ni čista, in sicer je polna takega drobnega, ostrega kamna, na katerem specialko zelo hitro lahko prebiješ gumo. To bi bilo treba redno čistiti, ali pa vsaj bolj redno, da bi bilo bolj prijazno do kolesarjev. Danes je en tak prijeten sončni dan, ob 11. dopoldan sem štartal, ko je bilo 21 stopinj Celzija. Tukaj na kolesarski stezi v teh senčnih predelih vidim, da je še kar mokra. Zdaj se prav lepo, tako na easy vozim po tej kolesarski stezi. Vmes se hidriram, zato ker bom na 5. kilometru itak natočil vodo. Tudi na tem delu kolesarska steza ni ravno čista, ampak ni tak problem, zato ker je v glavnem listje, ki pa ne moti vožnje. Kakšnega kamna zaenkrat nisem opazil. Mogoče se nisem najboljše odločil, ko sem se odpravil v to smer, ampak zdaj je, kar je. Zaenkrat je tudi tukaj super temperatura in počutje v redu. Edino na teh vlažnih površinah, ki so prekrite z listjem, je treba voziti bolj previdno in počasi, da ne bi prišlo do kakšnega padca. Če še kdo ne ve, imamo na tej kolesarski stezi tudi stopnice, s katerimi se pač prebiješ na drugo stran železniške proge skozi manjši tunelček. Vožnja mimo teh stopnic je precej nevarna. Meni je osebno enkrat uspelo, da sem šel dol, pa ne bom ponovil nikoli več. Za navzgor mi pa ni nikoli ratelo, čeprav vem, da eni počnejo tudi to. Tudi moje kolo se počuti odlično, čutim pa, kako mi šprica gor po nogah, tako da vem, da ga bom mogel očistiti, ko pridem domov. Tukaj sem zdaj prišel na konc kolesarske steze in zdaj vam lahko na tej stranski poti proti Kanalu, ko sem bom peljal mimo tovarne v Anhovem, povem par stvari o tem mojem Scottu. Aha, sprememba plana. Tukaj v Desklah je stranska cesta zaprta, tako da ne bo nič z vožnjo do Kanala, ampak moram iti na glavno Soško cesto. To je cesta, ki se jo vsi kolesarji na veliko izogibamo, danes je pa to očitno neizbežno. Načeloma je tukaj izmeri dosti prometa, vozila so hitra, vožnja je za kolesarje nevarna, tako da vožnje po tej cesti, razen v primeru takih izrednih situacij, ne priporočam. Še dobro, da je dela prost dan, ker če ne bi imeli tukaj bistveno več prometa. Mislim, da ste na tem kratkem odseku lahko sami videli, o čem sem ravno kar govoril. Še dobro, da je kanal blizu, tako da bo te nevarne vožnje hitro konec. Od Kanala naprej pa grem spet na stransko cesto za smer Avče. No, sej za bolj točno predstavo, oziroma če bi kdo želel ponoviti to progo, bom dal od spodaj v opis videa link od Strave, pa si lahko vsak sam pogleda. Vožnja po stranski cesti Kanal Avče je prijetna, umirjena in skoraj brez prometa. Vem pa že zdaj eno stvar in to je ta, da se po tej Soški cesti do Deskel in potem po tisti mokri in zamazani kolesarski stezi ne mislim vračati nazaj v Novo Gorico. Zdaj to v tej grapi ob Soči ne pušča več dosti izbire. V vsakem primeru bom mogel iti nekam levo ali pa desno v nek klanec in se po grebenu vrniti nazaj. Ampak okej, imam še kakšnih 10 kilometrov, da se odločim kako in kaj naprej. Še dobro, da se ta moj Scott tako dobro obnaša, da se pa zaradi tega res ne rabim obremenjevati in omejevati, kam bi šel, kako bom šel, oziroma da nekam
ne bi mogel iti. Mojo subjektivno oceno kolesa si lahko vsak interpretira po svoje, saj veste, vsak svojo robo hvali, čeprav tisti, ki me poznate in ki spremljate moj kanal, veste, da prejšnjega Fujija nisem prav nič šparal. Meni, če gre kakšna stvar na živce, če me kaj moti, povem pošteno. Ja, tako, tukaj sem zdaj prišel v Avče, sem na mostu čez reko Sočo. Tukaj se moram zdaj odločiti, kam in kako naprej. Ko sem rekel, nazaj po isti poti ne grem, ker je preveč umazana in del Soške preveč prometen. Tako da bom šel tukaj v Ročin in vzpon na Kambreško. To je vzpon, ki ga nisem še nikoli vozil. Šel sem seveda večkrat po njemu dol, nikoli pa gor. Mislim, da ima okrog 4 do 5 km, tako da ga bom danes prvič sprobal kakšen je. Potem med vožnjo nazaj proti domu vam bom pa še kaj povedal o tem skotu. Vzpon je brez prometa, saj sem videl le 2 motorista in frezo. Na prvem kilometru je vzpon 10%, potem pa se malo zravna na okrog 7%. Po 2 kilometrih se močno napne tja do 14%, kar se vleče kakšne pol kilometra. Cesta se potem zravna na okoli 5%. Po 3 kilometrih imamo na desni strani lep 29 metrov visok slap Savinka, naklon ceste pa se na to drži med 7 in 10% do vrha. Lahko bi še lepše teklo, če bi bil asfalt bolj gladek. Vzpon ima skupaj 4,5 km, na njem se dvigneš za 325 metrov, kar pomeni povprečje 7,2%. Torej, jaz imam specialko Scott Addict 20, ima Ultegra opremo in disk zavore. Spredaj so zobniki kompakt, odzadaj pa 11 prestav z razporeditvijo od 11 do 32 zob. Imam še zmeraj original 32 mm gume Švalbe in tudi vse ostalo na kolesu je še zmeraj tako kot novo. Kupil sem ga v začetku marca 2022, tako da je zdaj v začetku novembra staro zagotovo že pol leta. Kmalu od začetka, po par 100 kilometrih, sem ga peljal na tisti brezplačni nulti servis, kjer so ga malo pretegnili in od takrat naprej je delal brez problema. No, skoraj brez problema. Enkrat vmes se spomnim še, sem ga peljal, da so mi malo nastavili menjalnik, ker sem slišal, da veriga ne preskakuje lepo. Takrat sem tudi potožil serviserju, da mi nekaj škrta v sedežu in sem se že bal, da se bo ponovila zgodba s Fujijem, ampak potem so mi sedežno oporo namazali z neko grafitno pasto in od takrat naprej ni v kolesu nobenega šuma, pokanja, škrtenja, ničesar. Če bi rekel tako čez prst, sem ga 5 mesecev vozil brez vsakih težav. Še zmeraj imam originalne gume, originalne zavore, nobena špica ni počla, nič ne škripa, nič ne škrta. Jaz tega kolesa nič kaj posebej ne šparam, kakor ste lahko videli v videih. Včasih tudi zapeljem na hitro čez kakšno ostro grbino. Z njim sem se vozil po makadamu, delal sem z njim močne vzpone, tudi nalivek, ko je prišel Giro, in tudi močne spuste. Do zdaj imam z njim narejenih nekaj čez 5500 km, zato me preseneča, kako se dobro obnaša, saj sem pričakoval, da bomo nekje pri 4000 že mogli menjati vsaj zadnjo gumo, zavore in verigo. Po eni strani mi to odgovarja, ker zdaj te dni, ko lovim svoje rekorde, mi res ne bi pasalo, da bi bil kakšen dan brez kolesa. Ne želim, da izpade, kako hvalim svojo robo, ampak v primerjavi s Fujijem je ta specialka res prva liga. Specialka ima nekaj čez 8 kg, ampak vseeno mi deluje taka kompaktna, robustna, kamorkoli se zaženem, se dobro odzove, tako super mi je. Ko pri Fujiju vem, da me je bilo strah že zavirati, ker so bili diski zelo glasni, špice so mi pokale, pod vsako malo večjo obremenitvijo je nekaj škrtelo v okvirju in vse to našteto je tudi zabeleženo v mojih videih. Popolno nasprotje je tale Scott, res brez vsakih težav, samo trkam lahko. In kot kaže, so tudi tej originalni Synchros obroči popolnoma dovolj za mojih 100+ kilogramov. Kolo čistim s temi Mac-Off čistili, in tudi za verigo uporabljam Mac-Off mazilo in to je tudi vse vzdrževanje, ki sem ga do zdaj imel za to specialko. Seveda, jaz sem letos kupil samo eno specialko, tako da tega Scotta nimam s čim drugim primerjati kakor s prejšnjim Fujijem, ampak kakorkoli lahko rečem samo čista desetka. Zaenkrat se mi je Scott ful dobro izkazal s praktično minimalnim vzdrževanjem. Po 5500 km še zmeraj dela kakor nov. Če bi mogel kolo kupiti še enkrat, bi kupil točno tega. Dvakrat bi premislil edino to,
če ne bi mogoče vzel modela Addict 10, ki ima SRAM opremo in električni menjalnik. Vse ostalo pa res brez ene same pripombe. Prav super je ta cesta, zdaj ko se vračam tle po grebenu. Spustil se bom dol ob robu Goriških Brd nazaj v Gorico. Najlepša hvala vam za vso podporo, se pravi za naročnike, za všečke, za komentarje. Želim vam čim več lepih in varnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.